Torej, ta študija temelji pravzaprav na raziskavah, ki jih je pred kratkim naredil kolega arheolog Takeshi Inomata. Torej, v zadnjih letih so tam ugotovili, da za območje obstaja veliko lidarskih posnetkov in nekaj teh lidarskih posnetkov so sami še naročili in so na ta način našli ogromno arheoloških kompleksov, ki prej sploh niso bili znani na tem območju. Medtem je tudi veliko zgodnjih, torej gre pravzaprav za najzgodnejšo monumentalno arhitekturo, ki jo poznamo v Mezoameriki, se pravi čas med 1400 in 900 pred našim štetjem. Potem sem jaz predlagal, da naredimo arheoastronomsko študijo, ker so seveda mnogi ti kompleksi tako veliki, da pravzaprav sploh nima smisla to meriti na terenu, ker se nič ne vidi. No in potem sem jaz na osnovi teh posnetkov izmeril orientacije, tiste, ki jih je bilo pač mogoče izmeriti, in naredil analize in tako so nastali ti rezultati. Gre predvsem za to, da smo potrdili, kar smo seveda že sumili, da so tudi te zgodne stavbe orientirane astronomsko, tako kot že vemo iz prejšnjih raziskav za večino drugih pomembnih stavb po celotni Mezoameriki. V glavnem se nanašajo na Sončeve položaje na horizontu, na določene datume, poljedelsko pomembne, nekaj je pa tudi orientacij na Venerine in Lunine ekstreme. No in zdaj smo ugotovili, da dejansko so isti principi orientiranja, astronomski principi, bili v veljavi že od najzgodnejšega časa, odkar poznamo monumentalno arhitekturo sploh. No in dodatni rezultat tega je bil pa, da nam ti podatki o orientacijah, mi imamo več 100, jih je bilo mogoče analizirati, da nam pravzaprav predstavljajo najzgodnejši dokaz za obstoj formalnega koledarja, ki ga sicer poznamo iz kasnejših obdobij. Zlasti za obstoj tega unikatno mezoameriškega 260-dnevnega cikla, za katerega imamo pa najzgodnejši pisni dokaz, se pravi epigrafski zapis, je pa iz 3. stoletja pred našim štetjem. Zdaj smo seveda to datacijo tega uporabe tega cikla postavili za skoraj 1000 let globlje v preteklost. Če smo prej mislili, da se je ta sofisticirana astronomija začela ali pa da je bil največji razcvet šele v klasični dobi, zdaj vemo, da se je to začelo veliko prej. To se pravi, kmalu zatem ali pa v tistem času, ko je prehajalo ta mobilni način, lovsko-nabiralski način življenja v poljedelstvo. Tega pač do zdaj nismo vedeli. To je verjetno glavna novost te študije.